to vprašanje je zelo podrobno obdelal Veneli in svoji knjigi Starodavni in današnji Slovenci, ne Slovani, Starodavni in današnji Slovenci. Pisal je pa ta že 835 leta, ki govori o Slovencih, ne Slovani. In on je eksplicitno napisal v tej knjigi, da retija in podobno je v grščini pomeni Sloveni, slavni Sloveni, in je to samo prevod. Je pa zelo dobro obvladal grščino, in tudi staro grščino in tako dalje, in verjamem, da je to prav prevedel. Še nekaj mogoče glede teh Čehov, ki so si pač izmislili ta naziv Slovani. V bistvu je šlo za spor med Čehi in Slovaki. In zato zelo perfidno zadevo so zadržali češko zgodovino kot svojo, slovaško zgodovino so si pa prisvojili, s tem, da so rekli, vse tiskar je pa slovaško, je pa naše skupno, je pa slovansko. Tako da gre za zelo velike število teh raznih podtikanj in prispodob in potvarjanja, kot se že vodno povedal, gre pa za veliko potvarjanja v zgodovini na račun prav slovenskega in tudi slovaškega. Torej, ob tem, da jaz upozoril, da sem prle dal zemljevid Slovenije iz 4. stoletja po Kristusu. To je iz Venelina. To je zemljevid, ki ga je objavil Venelin. Tukaj je čisto droben zemljevid, ki se v dvorani ne vidi. Tukaj je Evropa do Skandinavije in do Afrike, vsa višina Evrope, in vidite zdaj Slovenijo, kot kakšna Slovenija, kakšen teritorij se pripisuje Sloveniji v 4. stoletju po Kristusu, glede na celotno Evropo, ogromna država. No in zanimivo je, da se to pokriva z trditvijo nemške svetovne zgodovine Helmholtz-Weltgeschichte, ki je v 9 debelih zvezkih izhajala od 1899 do 1907 in so jo sproti prevajali v angliščino in ruščino, ko je izhajala hkrati še v Londonu in še v St. Peterburgu. In ta svetovna zgodovina niti z enim stavkom ne omenja, da bi se Slovenci odkot preselili, ampak Slovenen sind Ureinwohner von Rheinischen Provinzen, Vindelicia, Recia, Noricum, Pannonia, Istria. To se pokriva z tem, kar je objavljeno. Kaj je Slovenija v 4. stoletju? Torej, ta nemška svetovna zgodovina potrjuje isti zemljevid Slovenije. Vidite, da naša Slovenija je čisto vmečkana na svet. Ima približno enako ozemlja na levo in desno. No in zdaj Vindelicija je pri začetku Donave, pod izvirom Donave. Recija je vzhodna Švica, Noricum je vsa Avstrija, potem Pannonija, severna in južna Pannonija, to vse do tudi Pešte in potem ta svetovna zgodovina, isto kot Venelin, trdi, da celotno hrvaško jezikovno ozemlje je slovensko bilo pred prihodom Hrvatov. Hrvati so se naselili od 626 do 634. Vir za hrvaško naselitev je bizantinski cesar Konstantinos Porfirogenetos in ta Porfirogenetos uporabi besedo Slovenija. In v tej Helmholtz-Weltgeschichte je to citirano, nemška zgodovina pa ne reče Slovenijan, ampak v citatu Porfirogeneta reče Slovenija. Zdaj, mene zanima pogledati v grški original, kako je v grščini ta Slovenija napisana. No, torej, to sem zato zdaj le omenil, ker se tako lepo pokriva. Venelin pa ta ogromna svetovna zgodovina
po natisih vse do Hitlerja, ki je Hitler zavladal v Nemčiji do konc objavljanja te zgodovine. A bi spel jaz še eno zanimivo podrobnost opozoriti. Pred nekaj leti je romunski zgodovinar, ki je pobegnil v ZDA, izdal tam knjigo o nastanku Slovanov. Je podrobno analiziral bizantinske pisce in je povedal za tisto, kar nas učijo, da so bili vdori Slovanov in naseljevanje Slovanov po Balkanu, odkoder so tudi k nam prišli. In on na podlagi analize bizantinskih piscev ugotovil, da so bili tisti Slovani, ki so napadali Solun in pa Carigrad, so bili popolnoma enaki Slovani, kakor tisti kmetje, ki so že ves čas živeli tam okoli. In pa še eno analizo ekonomskega stanja za časa cesarja Justinijana II. Je naredil. In sicer je ugotovil, da se je v vladavini cesarja Justinijana II. Podeželje na Balkanu tako spraznilo, da Balkan ni mogel več vzdrževati meje na Donavi, ampak sta jo morala Ciper in Egipt. In sicer kmetom so nabili davke, potem, ker jih niso mogli plačevati, so jim zaplenili posestva in kmetje, da ne bi bili sužni na lastnih posestvih, so bežali. Kam ni zapisal, ampak iz drugih virov, ko slišimo za pokol Belizarja v Carigradu v tistem času, ko je poklal ne vem koliko revežev, ki so protestirali proti Justinijanu, pa glede na to, da so tisti, ki so vdirali, tisti Slovani, ki so vdirali čez Donavo, popolnoma poznali vse poti, vsa izogibališča, vse, kje se da uiti bizantinski vojski, ki jih je potem preganjala. Lahko rečemo, ja, to so bili pobegli domačini, ki so pač zato, da bi se preživeli, ker na oni strani Donave ni bilo zemlje, za staroselce in še za tele, ki so pobegnili. Ti so pač po znanih poteh napadali in uničevali mesta in meščane, ki so jim odvzeli posestva. To je taka zanimiva podrobnost. In še eno, če berete našega arheologa, ki je raziskoval najdišče pri Tabli, tam, kjer je zdaj pomurska avtocesta, in je napisal par knjig, da je tam dobil dokaze, da so tam ravno kar prišli med leti 630 pa 700, ne vem koliko, da so pravkar prišli Slovani, ki je odkril zemljanke in pa značilno slovansko keramiko. No, Kurta je pa napisal in izrecno poudaril, ta keramika, ki jo proglašajo za slovanska, je obstajala v južnem Podonavju, je bila to običajna keramika, ki so jo imeli kmetje, precej stoletij pred domnevnim prihodom Slovanov. V Zakarpatju se je pojavila šele nekaj stoletij po domnevnem odhodu Slovanov. Za časa Justinijana se je pa razširila v Srednjo Evropo. No, še vedno nekateri poskušajo iz arheoloških podatkov prikazati prihod Slovanov. Moram reči, da je znanost take teorije nedvomno zavrnila. Jaz sem že prej povedal, da na simpoziju so nekateri naši znanstveniki hoteli zopet iz tega narediti dokaz, ampak so tuji nedvomno rekli, arheologija lahko govori o kulturi, ne pa o narodu. Dobesedno tako. In če boste brali še take stvari, to so čiste izmišljotine, ki imajo lahko nekaj na sebi, večini pa nimajo nič.
znano o našem ledenodobnem Eciju. Ja. Ali je bilo objavljeno napredek pri raziskovanju genetske strukture? Ja. To je pa sploh, kako bi rekel, ena sramotna zadeva. Pomislite, Avstrijec, ki je pisal o Eciju, je napisal, da to je bil praslovenec. Pa tisti nemško govori, nikakšen avstrijski slovenec. Drugič, genetska skupina mu je bila določena in sem skoraj prepričan, da sem si prav zapomnil, da je bila to skupina R1A, to se pravi skupina značilna za Slovane. Bilo je še nekaj, še precej drugih analiz, ker so ga temeljito pregledali, samo žal teh ne vem na pamet. Torej, jaz sem videl po izložbah, v Avstriji, v Švici, po izložbah je kot ena enciklopedija o Eciji, o tem 5000 let starem človeku. In ko sem jaz videl, mislim, da ne dva zvezka sta bila prav in se prav vidi po številkah, so številčene. Tako da celo ogromno znanstveno delo nastaja ob njem. In jaz mislim, zdaj vlasti po tem sumu, da bi lahko rekli Slovenec, bi bilo pametno se s to enciklopedijo spoprijetijo morda prevesti v slovenščino. Ja, zade je. Mogoče bi jaz tole povedal okoli tega Ecija. Mislim, da so določili samo žensko skupino in ta je bila tudi skupina K. In ta skupina K je kar pogosta v tem pasu Sredozemlja. Za moško skupino pa se mi zdi, da še ni znani podatek, da nekak čaka, da je neka 20-letnica najbe in da bo potem to objavljeno. Mogoče so potem kaj več zvedli. Veš, ta skupina, ki je pri ženskah, recimo, mislim, da je pri Slovenkah okoli 10% Slovenk spada v to skupino. Je pa ta skupina, ki je podobna, mislim, ta podobna porazdelitev je precej globlja, okoli 10%. Sam toliko. Ja.